Lepo pozdravljeni v prostorih Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Veseli tako mene kot dr. Glaviča, da ste se odzvali na vsekakor pomembno temo in vprašanje ureditve položaja razlaščenih vlagateljev v slovenske banke. Ne odločamo se prav pogosto za novinarske konference, vendar ta okoliščina je to nalagala, še posebej s pričo včerajšnje odločitve Evropskega sodišča v Luksemburgu, s katero je izrecno odgovorilo na vprašanje Slovenskega ustavnega sodišča, skladno s pričakovanji Vseslovenskega združenja malih delničarjev, torej, da sporočilo o bančništvu Evropske komisije z 1. avgusta leta 2013 ni zavezujoče za države članice. To je ne samo ključno izhodiščno vprašanje, vsa ostala vprašanja, ki jih je Ustavno sodišče zastavilo, so podredna temu. Zaradi tega, seveda ob odgovoru, kot je bil podan na prvo vprašanje, odgovori na ostala, ki se nanašajo na same posamezne pasuse in določbe tega sporočila, niti niso tako pomembna. Toliko uvodoma glede na nekatere nejasnosti, ki smo jim bili vse od odločitve včeraj zjutraj v Luksemburgu, kjer sem bil tudi sam neposredno navzoč ob branju sodbe strani slovenskega sodnika v tem senatu, dr. Ilešiča, da je ta odločitev dejansko več kot jasna tudi s pričo tega, da bo moral slovenski pravni red biti ključen pri nadaljnjem urejanju teh vprašanj. Ravno s tem v zvezi smo v združenju že doslej naslavljali na pristojne odločevalce pobude, s katerimi smo želeli konstruktivno rešiti vprašanja, nastala iz najbolj rigoroznih radikalnih razlastitev, kar jih je bilo opravljenih v okviru Evropske unije v kontekstu tako imenovanega bail-ina oziroma sanacije bančnega sistema oziroma posameznih bank. Še enkrat, tako radikalnega posega ni bilo nikjer, niti v Grčiji, ne na Cipru, še manj na Portugalskem, v Španiji ali kjerkoli drugod. In povsod so vlade z razlaščenimi uredile razmerja na način poravnav v večji ali manjši meri. Nikakor ne držijo trditve nekaterih, da je vseeno ali gre za poravnave ali je tako kot v slovenskem primeru, kjer ni bilo nikakršne odškodnine namenjene vsem, ki so bili razlaščeni. Teh, kot veste, je preko 100 000. Gre za 6 slovenskih bank, gre za imetnike podrejenih obveznic in delnic teh bank. Skratka, okoliščine so v tem momentu jasne. V okviru slovenskega pravnega reda bo potrebno nastalo situacijo rešiti in v kontekstu prispevka strokovnih sodelavcev Vseslovenskega združenja malih delničarjev smo pripravili konkreten predlog zakona, s katerim želimo urediti položaj razlaščenih vlagateljev v slovenske banke. Pri tem izhajamo iz naslednjih 3 predpostavk oziroma dejstev ugotovitev. Prvič, praktično vse banke, razen Faktor banke in Probanke, ki sta tukaj v posebnem položaju in sta v pristojnosti družbe za upravljanje terjatev bank, nad katerimi je Banka Slovenije izrekla ukrepe, še naprej poslujejo ter izkazujejo lepe dobičke, nekatere jih celo že izplačujejo. Pri čemer te banke bančnih vlagateljev niso ustrezno poučile o tveganju, izrednih ukrepih prenehanja kvalificiranih obveznosti banke. Druga postavka. Premoženje, ki je bilo predmet ocen in razglašeno tako rekoč za nič vredno, ki jih je uporabila Banka Slovenije, ni izginilo,
ampak je preneseno na Družbo za upravljanje terjatev bank, torej DUTB. In tretjič, da je bila Banka Slovenije kot regulator, za razliko od razlaščenih vlagateljev, tista, ki je nad bankami, v katerih je izrekla izredne ukrepe, vsa predhodna leta tudi vršila stalen nadzor, bila pristojna, imela najkakovostnejše podatke o njihovem poslovanju, kazalnikih in trendih in bi morala ukrepati že mnogo prej. Torej, če ni Banka Slovenije ukrepala že mnogo prej, ne samo, da nosi odgovornost, ampak je tudi v konkretnem primeru iz naslova upravičen, ki jih imajo razlaščeni vlagatelji, dolžna pri temu participirati. Torej, predlog, kot ga podaja v okviru konkretnega zakonskega predloga, ki bi glede na samo formo ustrezno pripravljen tudi za vložitev v proceduro v Državnem zboru, menimo, v 9 členih zelo ustrezno, natančno rešuje vprašanja, ki bodo in so ves ta čas relevantna. Predvsem pa je pomemben naslednji moment. Ne predvideva nikakršnih obremenitev za proračun Republike Slovenije. Torej, vsa natolcevanja, ki smo jim tudi v tem času priče, v zvezi s tem, da bo to pomenilo vsaj 600 milijonov dodatnega bremena za davkoplačevalce, za proračun Republike Slovenije, ne drži. Sredstva potrebna za ureditev tega vprašanja so namreč na razpolago že pri bankah in kot smo prevideli reševanje z tem predlogom zakona, je na eni strani to upravičenje iz naslova Družbe za upravljanje terjatev bank, torej tako imenovane slabe banke, kamor so bile v precejšnji meri za marsikoga in po izjavah marsikoga tako rekoč nič vredne terjatve prenesene. Zato ne vidimo nobenega problema, da bi pri tem participirali ti, ki so bili razlaščeni iz tega naslova in računamo, da zato ne bo nikakršnega razloga, da bi se kdorkoli temu upiral, če tako ali tako zatrjujejo, da je praktično to nič vredno premoženje. Seveda se zavedamo, da temu v resnici ni tako. Torej so tisti, ki so bili razlaščeni in pomembno prispevali k sanaciji bank, upravičeni, da participirajo tudi pri rezultatih, ki jih ravno iz tega naslova dosega tako imenovana slaba banka oziroma DUTB. Namesto, da je seveda to namenjeno samo plačam, zaslužkom in ostalemu, čemu smo bili pogosto priča tudi v vašem poročanju v zvezi s tako imenovano slabo banko v preteklosti in kamor so številni akteri razlastitev v Republiki Sloveniji najprej tudi odšli po nekem čudnem ključu, če se samo spomnimo gospoda Janeza Škrubeja, ki je bil izvršni direktor na eni od svetovalnih družb, ki je upravljala cenitve, konkretno v primeru Nove Ljubljanske banke in nemudoma zatem odšel pri svojih 36 letih med več kot 250 kandidati tudi iz tujine za izvršnega direktorja na tako imenovano slabo banko. Neposredno po izvedbi teh cenitev, ki jih je ne revizijska hiša, ampak svetovalna družba upravljala na način, ki je omogočal razlastitev vseh. Toliko samo kot opombo, da pri tem seveda ne spregledamo tudi sekretarja takratnega na Ministrstvu za finance, gospoda Mavka, ki je tudi najprej odšel na slabo banko, preden je odšel v London na EBRD. Skratka, kar se tiče samega zakona, predvidevamo, da pri tem nosijo svoj delež tako komercialne banke, ki že ustvarjajo iz tega naslova dobičke v veliki meri, kakor na drugi strani tudi centralna banka oziroma Banka Slovenije, ki nosi svojo odgovornost in na tretji strani seveda sama DUTB. S tem v zvezi predvidevamo dva tipa izdajo dveh vrst vrednostnih papirjev strani Družbe za upravljanje terjatev bank. Na eni strani prednostne delnice brez glasovalne pravice za razlaščene delničarje in na drugi strani obveznice za razlaščene imetnike obveznic. Za natančnejše momente seveda še enkrat je na razpolago in bo tudi objavljen neposredno po novinarski konferenci sam predlog zakona.
sem seveda in bova z dr. Glavičem na razpolago za morebitna dodatna vprašanja s tem v zvezi. Gre za konkretne predloge in rešitve, ki, in s tem bi ta del zaključil, izhajajo ne nazadnje tudi iz dosedanjih prizadevanj, kjer ponovno izpostavljam, v vseh drugih primerih razlastitev oziroma tako imenovanega bail-ina v Evropi so bili do neke mere razlaščeni, poplačani in so vlade v okviru svojih pristojnosti in tudi v dogovoru z Evropsko komisijo ta vprašanja že uredile. S tem v zvezi imate v dokumentaciji tudi pismo, ki ga je predsednik Evropske federacije investitorjev poslal predsedniku slovenske vlade, dr. Cerarju, takratnemu ministru za finance, dr. Mramorju, kakor tudi predsedniku Evropske komisije, gospodu Junckerju, in še dvema drugima pristojnima komisarjema Evropske komisije. Pri tem izpostavljam naslednje dejstvo. Pismo je bilo poslano 8. februarja letos, v manj kot mesecu dni se je odzvala Evropska komisija in vsi tamkaj naslovljeni, medtem ko odgovora od nobenega od pristojnih naslovnikov, torej ne ministra za finance, ne predsednika vlade Republike Slovenije, na Evropski federaciji investitorjev niso prejeli. Gre za poziv strani omenjene federacije, edine tovrstne institucije na ravni Evropske unije, ki predstavlja preko 4 milijone individualnih vlagateljev in ima združenje, katerega član je tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev v vsaki od držav članic, vsaj po enega. Skratka, z njihove strani poslan dopis v zvezi z reševanjem omenjenega vprašanja, nobenega odgovora. Nikakršnega posluha na ravni slovenskih odločevalcev doslej s tem v zvezi. Zato željo po konstruktivnem dialogu, po reševanju nastale situacije na tudi način dialoga, iskanja najboljših rešitev, Vseslovensko združenje malih delničarjev predstavlja omenjen predlog zakona in s tem v zvezi računamo na to, da ga bo bodisi povzela, posvojila Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo za finance, da bomo s tem v zvezi pristopili k pogovorom v zvezi s posameznimi momenti in morebitnimi variablami, kot so predvidene v predlogu zakona. Če do tega ne bo prišlo, seveda pričakujemo, da ga bo pri iskanju ustreznih rešitev uporabilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, za katerega računamo, da bo pri svoji odločitvi skušalo iskati konkretne rešitve in že napotila na to, kako nastalo situacijo razreševati, zato da bi se izognili dolgotrajnim postopkom, ali pa seveda, da ga bo ob omenjenih dveh možnostih povzela katera od poslanskih skupin v državnem zboru oziroma kdo od poslancev in ga vložil v samo proceduro v državnem zboru. Ukoliko nič od tega ne pride v poštev v doglednem času, torej seveda do zaključka počitnic in do pričetka dela, ne nazadnje tudi zakonodajnega telesa Državnega zbora Republike Slovenije, bomo najverjetneje pristopili k zakonodajni pobudi iz naslova samega nagovora državljanov v okviru in iz naslova Vseslovenskega združenja malih delničarjev ter iskali možnosti, da uveljavimo takšne rešitve na način civilne iniciative oziroma državljanske pobude. Toliko zaenkrat z moje strani, zdaj pa bi seveda predal besedo še dr. Glaviču, članu strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev, hkrati pa tudi predstavniku civilne iniciative razlaščenih imetnikov v Novi Kreditni banki Maribor. Prosim, dr. Glavič. Ja, hvala za predstavitev, lep pozdrav vsem. Jaz bi seveda podprl rad še posebej to pobudo. Ves čas že poskušamo z državo navezati stik in reševati probleme, pa ne uspemo. In zato upamo, da je ta odločitev sodišča Evropske unije vendarle neki dogodek, ki bo prepričal
te odgovorne ljudi, da bodo začeli reševati probleme. Seveda, ne, to je zdaj, bi rekel, pravno utemeljen odgovor, praktično pa se to kaže, da resnično nobena država ni naredila tega, kar je naredila Slovenija, torej razlastila tiste, ki vlagajo kapital v banke. In seveda posledica tega je taka, da si danes ljudje ne predstavljajo, kaj se bo dogajalo. Vi morate vedeti, da te banke, ki so bile razlaščene, so morale omejiti poslovanje in da bodo te banke vse prodane, zgleda po taki ceni, kot je bila NKBM, ki je bila pravzaprav podarjena. Ne? In to pomeni, da ostanemo Slovenci brez svojega bančnega sistema. Tudi iz Lona in Delavske hranilnice javljajo, da jih banka drži za vrat, ker seveda ljudje bi zdaj se radi preklopili na slovenske banke, ne? Pa ne morajo, ker jih držijo z nekimi nenaravno visokimi kapitalskimi ustreznostmi 13%, pri bankah, ki nimajo kreditnega tveganja zelo velikega, ker dajo v glavnem posojila samo gospodinjstvom. No, ampak če se vrnem nazaj na to, kar je zdaj sodišče EU prineslo, ne, poleg tega, da je ugotovilo, da se država ni rabila tega držati kot pijan plota, in moram reči, ne, da je včeraj predsednica vlade takratne celo izjavila, da se ona s tem sploh ni ukvarjala, to je pustila finančnemu ministru, namesto da bi šla k Barozu, pa bi se dogovorila z njim, ne, kako to, da edino Slovenija mora nekaj takega izvesti. Tam, ne, v tem sporočilu je seveda možnost, ne, 90. točka, ki pravi, da tiste banke, ki so vložile zahtevek pred 1. avgustom 2013, se rešujejo po starem problemu. Ne? In imamo sklep Sveta EU, torej najvišjega organa predsednikov vlad vseh držav članic, v katerem priznava, da sta dve slovenski banki že v postopku. To sta bili Nova Ljubljanska banka od januarja 2013 in NKBM. Torej, ni bilo nobenega razloga, da bi sploh se karkoli upiral, rekel, za te enostavno to ne velja in bi naredili tako, kot so naredile vse države, od Nemčije, ZDA, ne, Francije in drugih držav v času krize. Poleg tega se seveda to, kar tudi to sodišče EU nakazuje, je bilo v točki 45 možno izvzetje zaradi nesorazmernih ukrepov. Ne, res je, za 100.000 delničarjev gre v tem primeru, kar je 5% slovenskega prebivalstva, ne, ampak poleg tega, ne, pa so tu zavarovalnice, podjetja, ki so bila prizadeta, tako da prizadetega je četrtina prebivalstva. Ne. To, da uničiš kapitalski trg, je nekaj, kar je nepredstavljivo celo v zahodni Evropi, ki seveda zaostaja za Veliko Britanijo in ZDA v tem okviru. In seveda tle je treba povedati še eno, ne, to, kar se zelo napačno razlaga, ne, da ima Slovenija grozno dosti privatnih bank, ne, mislim državnih bank. Ne. To sploh ni res. Te banke so bile na polovico zasebne in šele ko so jih podržavili, so postale državne. Ampak ne glede na to, poglejte, Nemčija ima 75% vseh bank v državnih, deželnih ali lokalnih lasti. Slovenija, ne, je neumna, kot je lokalne banke, kot so, ne, če vam ime že pove, Gorenjska, potem Koper, Celjska, Maribor, ne, to vse so bile regionalne banke, ne, za katere ta pravila sploh ne veljajo. Ne? Ampak mi smo podržavali vsa podjetja, podržavali vse banke, podržavali privatizirane banke, ne? In seveda zdaj imamo situacijo, ko je dosežek vsega tega, da ostane par procentov slovenskih bank, vse ostalo pa bo v tujih rokah. Zdaj, da je to šlo za rob kapitala, ne, slovenskega kapitala, to je danes jasno. Novinarji
pa tudi drugi so nam pomagali, da smo prišli do teh spoznanj. Vi ste verjetno slišali, ne, da je recimo Goldman Sachs, eden tistih, ki je igral glavno vlogo, bil posojilodajalec nam, ne, v času krize, ki jo je povzročil sam, ne, in s svojimi partnerji, in da je potem, ne, dajal po zelo visokih obrestih posojila, ki jih ni mogoče odplačati, dokler ne poteče 10-letni rok. Ne. Zdaj, za čuda, Draghi prihaja iz Goldman Sachsa in zdaj poskuša onemogočiti kriminalistične preiskave. Ne. Barroso, ki je sprejel ta zakon, ne, oziroma to sporočilo in bil neusmiljen preko svojih, ne, je zdaj postal svetovalec in neizvršni direktor v Goldman Sachsu. In za čuda, ne, ta Goldman Sachs je lastnik Apola, ki je dobil v dar novo KBM. Ne. Torej, neverjeten sklop, ne, zadev, ki ne more biti slučajen. Ne. In seveda tudi, če pogledamo to, kar je bilo že rečeno, torej Dejan Krušec, ki je prišel v Janševo vlado iz centralne banke, Evropske centralne banke, je sprejel, je pripravil skupaj z Banko Slovenije zakon, po katerem ne samo, da je bila ustanovljena ta slaba banka, ampak tam že noter piše o razlastitvi delničarjev in obvezničarjev. In hkrati je bil sprejet tudi zakon o bančništvu, novela leta 2012, po kateri lahko za banke delnice imajo vrednost manjšo od 1 evra. To je zahteva zakona o gospodarskih družbah. Ne? In poglejte, čez 3-4 mesece pa te delnice nove KBM, ki smo jih mi kupovali po 27 evrov, ki so bile takrat, ne, knjigovodsko vredne 5,34 evra, prodajo po 1,3 centa. In to vlada, ne, preko svojih organov, za obresti na neki obvezniški papir, ne, ki ga najprej proda po 1 evro, kar je 1/5 realne cene, potem pa zaračuna za tiste par mesecev 2,4 milijone obresti in za te obresti po 1,3 cente izda 185 milijonov delnic, ki jih je bilo v začetku 39 milijonov, ko so to začeli. Ne? In na ta način dobi 94% delež v banki in potem na skupščini v juniju 2013 prepove, da bi drugi delničarji smeli dokapitalizirati novo KBM. Ne? To je spet v nasprotju z tem, kar govori to sporočilo, ne? Ker sporočilo zahteva, da se najprej omogoči, ne, dokapitalizacija delničarjem in podrejenim obvezničarjem. In kar je pomembno, pod istimi pogoji. Ja, to je ena ključnih maksim. Ne? Slovenija je ena redkih, ne, držav, ne vem, če je še katera, ki izdaja delnice, ki jih je ona, prosim, določila za 27 evrov leta 2007 po 1,3 centa. To je manj kot 2000 del tega, kar smo plačevali mi. Ne. In seveda, to, kar mi hočemo zdaj posebej še poudariti, ne, zdaj, ko se govori o vseh teh pravnih zadevah in tako naprej, se ne govori o bistveni zadevi. To pa je o tako imenovani hipotetični likvidacijskem vrednotenju aktive bank, ki so jih naredile te svetovalne firme in kjer je bilo ukradeno premoženje. Ne, recimo, ni šlo toliko za slabe kredite, šlo je za zavarovanja za slabe. Vsak kredit je zavarovan. Zavarovan je približno z 2-kratnikom. In ne, recimo, primer tega je Center Naložbe, ne, ki je bil zavarovan s Pivovarno Laško. To Pivovarno Laško so delnice ocenili na 4 evre. Potem so jih, ne, to je seveda do 18. decembra razvrednotenje in to so delali za računalniki, imamo priče,
ki so povedale, kako so računali, da je točno prišlo za ene par centov več, kot je bilo potrebno za razlastitev. Pri vseh bankah. Negativnega kapitala. Negativnega kapitala. Negativnega je toliko, kot je podrejenih obveznic, ne? Nula pa je za delnice. In ko človek to vidi, potem se mu seveda odprejo oči. Ne? Te delnice, ki so bile po 4 evre, Pivovarne Laško so bile prodrane po 27,5, 6-kratnik. In seveda 5-kratnik tega, torej 20, 22, 23 evrov, pa je bila povzročena škoda banki in delničarjem in podrejenim obvezničarjem. Ne. No, sej ravno na tej točki zdaj predvidevamo, da bi iz tega deleža, ker to je bilo v glavnem prenešeno na tako imenovano slabo banko, imeli upravičenje vsaj v sorazmernem deležu, kar je eden od temeljev korporacijskega prava, nazadnje, da so tudi tisti, ki so bili prej v lastniški strukturi, upravičeni do deleža tega, kar se zdaj na ravni tako imenovane slabe banke dosega v smislu ekstra profitov ravno iz tega naslova. In seveda tisti, ki so prispevali 100% svoje naložbe v sanacijo teh bank, so upravičeni seveda vsaj do deleža tega, ki se ustvarja na ravni slabe banke iz tega premoženja, ki je bilo prenešeno, in ne nazadnje iz tistega, kar te banke seveda tudi v tem času ustvarjajo, ko so sanirane. Mimo grede, samo še ena cvetka vezana tudi na novo KBM, in potem bi predlagal, da počasi sklenemo, ker je to zadeva, ki smo jo že iz tega naslova precej izdatno obravnavali in tudi ekspertize poznajo novinarji, ker smo jih večkrat pošiljali. Recimo, ena od zadnjih zadev v zvezi z novo KBM je seveda ustvarjenih blizu 17 milijonov dobička v lanskem letu, seveda, ko je bila 100% lastnica Republika Slovenija. In uganite, kdo si zdaj ta celoten dobiček izplačal. Popravljen je bil sklep potem za nekaj tisočakov oziroma za 100 000 evrov iz tega naslova. Ampak celoten dobiček seveda gre tistemu, ki je to banko kupil, če spomnimo, za 250 milijonov evrov, pri čemer pa seveda so predvideni tudi v primeru, da bi kakorkoli uspeli tisti, ki so bili razlaščeni, da to ne bremeni novega lastnika. Pri čemer pa še enkrat, če popravim samo moment, ki je bil prej strani dr. Glaviča omenjen, v tem trenutku je nova KBM 30% kapitalsko ustrezna. 30%, samo za primerjavo, Deutsche Bank je med 10 in 11% kapitalske ustreznosti. Tako da pravzaprav celotno kupnino, dvakratno celotno kupnino v bistvu bi lahko nov lastnik iz banke dobesedno vzel, počrpal, pa bi bila ta še vedno kapitalsko dovolj ustrezna. Nad vse ustrezna. In zdaj mogoče samo še tisti moment, ki je tukaj izostal. Jasno, to je zadeva, ki jo preiskuje specializirano državno tožilstvo, s čimer v zvezi so bile opravljene hišne preiskave pri nekaterih vodilnih Banke Slovenije. V to preiskavo so vključene tudi svetovalne družbe, ki so te cenitve upravljale po večkratnih poskusih, naj ponovno izpostavim, po večkratnih poskusih in cenitvah, da so te prišle potem končno na tisto raven, da je to omogočalo razlastitev vseh in popolno podržavljanje. In s tem v zvezi seveda je sila pomembno, da so, ker je doslej to veljalo za popolno tajnost, navkljub temu, da gre za davkoplačevalski denar in za denar tistih, ki so seveda bili razlaščeni, obravnavano kot popolna tajnost strani Banke Slovenije, ki je šla celo v tožbe zoper informacijsko pooblaščenko in tako naprej, da se ja ne bi razkrili okviri in tako imenovani disclaimerji, po katerih so bili postavljeni kriteriji, kako naj bodo te cenitve upravljene. In po informacijah, s katerimi mi razpolagamo, seveda so tudi svetovalna podjetja pravzaprav se postavila na popolno distanco do kakršnih koli rezultatov iz tega naslova. Čeprav, za razliko recimo od istih, torej Ernst & Young in Deloitte revizijskih hiš,
nimajo takšnih odgovornosti, kot jih nosijo revizijske hiše. Tudi svetovalne družbe seveda so se pravzaprav popolnoma distancirale od teh rezultatov in ukolikor bojo vendarle ti dokumenti zdaj te zadeve pokazali, potem je jasno, da je šlo tukaj za oškodovanje, za namerno oškodovanje in da imamo to nenavadno situacijo, kjer v primeru nove KBM, tako kot v primeru Nove Ljubljanske banke, ki pa je tudi zdaj, kot veste, v postopku prodaje in bi seveda ne bila prodana, da je še vedno v tem momentu pravzaprav veljavno stanje na konec septembra leta 2013, na eni strani 800 milijonov pozitivnega kapitala, ki jih je ugotovila sama banka, pa zato Banka Slovenije ni ukrepala, čeprav je to v njeni pristojnosti, da bi v primeru, če je šlo do potvarjanja izkazov, nemudoma ukrepala, vzela licence, odslovila upravo Nove Ljubljanske banke in na ta isti datum je seveda Banka Slovenije naračunala 300 milijonov negativnega kapitala, kar je zadoščalo za popolno razlastitev in še vedno formalno obe stanji kar veljata. In nobenih ukrepov in nobenih sankcij iz tega naslova ni bilo. Tako da, kar se tiče tega, smo mi, in s tem bi tudi ta del zaključil, v začetku marca lani vložili kazensko ovadbo zoper vse vodilne banke Slovenije. Ocenjujemo, da so preiskave, ki so bile izvedene, verjetno izvedene vsaj deloma tudi na podlagi te kazenske ovadbe, kar potrjuje seveda, da tam navedene argumentacije držijo do te mere, da jih je sodišče že pripoznalo kot relevantne do te mere, da je dopustilo tovrstne hišne preiskave. In na drugi strani, v zvezi s konkretnim primerom Nove Ljubljanske banke, je Vseslovensko združenje malih delničarjev prav tako vložilo v tem primeru ne kazenske ovadbe, pač pa naznanitev suma kaznivega dejanja zoper vodstvo Nove Ljubljanske banke, torej takratno vodstvo, ravno zaradi tega momenta. Če ni bilo res to, kar je trdila Banka Slovenije in izhajalo iz njenih cenitev, naredenih z svetovalnimi družbami v tretjem poskusu, potem bi seveda morali na to odreagirati in negirati tisto cenitev oziroma jo oporekati. Tega niso storili. Na drugi strani pa Banka Slovenije seveda ni ukrepala zoper cenitev oziroma izkaze, kot jih je sama Nova Ljubljanska banka izkazovala, čeprav ima za to vse pristojnosti. In zgolj za zaključek, spomnimo se v smislu odgovornosti, še v aprilu leta 2013 je viceguverner Banke Slovenije, ki je bil celo strani guvernerja ponovno predlagan v imenovanje, ga je predsednik republike tudi ponovno predlagal v imenovanje, pa seveda mu je zmanjkal en glas v državnem zboru tudi zaradi omenjene kazenske ovadbe, na katero smo takrat seveda prvič tudi javno opozorili. Torej, viceguverner Fabjan takrat zatrdil, da je finančni sistem v Republiki Sloveniji stabilen in da ni razlogov za nikakršno zaskrbljenost. Na drugi strani pa nekaj mesecev zatem pa radikalne 100-odstotne razlastitve in podržavljanje najprej 5, leto zatem še 6. banke v Republiki Sloveniji. No, sam naj dodam to, da je Banka Slovenije naredila pregled aktive in stresne teste, ki jih je objavila v maju 2013 po pravilih. In te so bile čisto drugačne kot potem one izvedene jeseni. Spomnim v studiji, da je prejšnji teden padla dokončna sodba v primeru suma nepravilnosti pri Novi KBM za kreditni odbor. In to ravno na osnovi teh lumparij, ki sem vam jih prej razlagal. Oproščeni so bili, ker so, recimo, vzamemo en drugi primer, bile delnice Letrike zastavljene za borzno posredniško hišo Celje, po 10,5 evra so jih ovrednotili, ko so bile 33 evrov na borzi. Takoj bi jih lahko isti dan prodali za 3-kratnik. Potem so jih prodali nemški firmi za 67,5, spet 6-kratnik. In seveda, ko so
te obtoženi pokazali to sodišču, je reklo, ja seveda, ne, niste krivi, ampak mi nimamo pravice to dokazati na nobenem sodišču, razen na ustavnem. Pa še to ne sodi o teh odškodninskih zadevah, ne. Ampak mi enostavno so nas z zakonom, ki je bil, ne, ki je sporno o bančništvu, preprečili, da sploh lahko iščemo pravno varstvo v tej državi. No, s tem v zvezi se je vendarle oglasilo tudi Vrhovno sodišče, ob seveda že takrat varuhinji človekovih pravic, Državnemu svetu, potem zatem nekaterih sodiščih, tudi Vrhovno sodišče, ravno na točki vprašanja pravnega sredstva. To, da sam zakon, to je dejansko nekaj nezaslišanega in nepojmljivega, da sam zakon predvideva v svoji vsebini, da je zoper njega nemogoča kakršnakoli in zoper takšne odločitve kakršnokoli pravno sredstvo, to pomeni, da se samega sebe razglasi za nekaj nadzemskega in božanskega. In s tem v zvezi takoj preidemo tudi na vprašanja. Samo še en moment, da slučajno ne bi izostal. V zvezi z vprašanjem tako imenovanih stresnih testov sem nenazadnje predsednici nadzornega sveta Evropske centralne banke tudi sam lani zastavil vprašanje v javnosti, ki se mu je seveda elegantno izmaknila, naslavlja pa dejstvo, da je ravno Republika Slovenija imela pri teh streh testih najslabše kriterije. Torej, ne velja, da bi za vse banke in za vse države veljali enaki kriteriji. Nasprotno. In to je dejstvo, zoper katerega bi morali naši pristojni, najvišji predstavniki v interesu svojih državljanov ustrezno ukrepati in tudi seveda nastopiti, če predstavljajo interese Republike Slovenije. S tem v zvezi je bilo naslovljeno pismo tudi strani evropske poslanke, slovenske evropske poslanke, na predsednico nadzornega sveta Evropske centralne banke pred dobrim mesecem dni. Odgovor, kakršen je bil prejet, je zopet precej izmikajoč ravno iz naslova, zakaj so ti kriteriji ravno za Slovenijo tako slabi in neugodni, kakor tudi seveda zelo pomembno vprašanje, zakaj navkljub temu, da se je takoj zatem izkazalo uradno, da so bile te ocene za 50% zgrešene, seveda v slabo Republike Slovenije in naših bank, ni s tem v zvezi popravka, praktično tudi nikakršnega odgovora. Tako da mi, s tem vas želim tudi seznaniti, na ravni Evropskega parlamenta skušamo vztrajati in doseči ustrezne odgovore v smislu ravnanja Evropske centralne banke. Zdaj pa seveda malo izdatnejša sva bila tokrat z dr. Glavičem, ampak se vam zahvaljujem za pozornost. Mislim, da je bilo izpostavljenih kar nekaj bistvenih zadev, zdaj bi morda na vprašanja. Gospa Matejčič se je že oglasila z vprašanjem, prosim. Ja, če se vrnemo na ta vaš predlog zakona. Verjetno je skoraj toliko te razlaščenih delničarjev in obvezničarjev zgodb. Kako boste to poenotili, glede na to, da delnice NLB so nekaj povsem drugega kot delnice NKBM, obvezničarji so institucionalci, so fizične osebe, med fizičnimi osebami so poučene, nepoučene. Večkrat je bilo recimo slišati očitek, da je gospod Kotnik še pred en tednom pred razlastitvijo kupoval obveznice po 5% vrednosti. Kako boste spravili to v resnici vse skupaj na en imenovalec, ker je toliko? 1300 obvezničarjev, če se ne motim, pa več kot 100 000 delničarjev, različnih bank, različnih ozadij, različnih namenov, kako to dati tako, da bo v resnici za vse vsaj približno enako, ker vse je težko enačiti nekoga, ki je vložil 10 000 iz pokojnine ali pa neko veliko finančno institucijo, ki je tvegala tudi na račun svojih plačevalcev, upokojencev ali pa zavarovancev. No, prvo, s tem v zvezi se pogosto pojavljajo zavajanja in pa napačno razumevanje dejstev. Zavarovalne družbe, skladi in podobni, tudi pokojninske varčevalne sheme, so iz tega naslova bile pravzaprav primorane investirati v tovrstne vrednostne papirje dobršen del sredstev, ki so jih imele, ravno zato,
To je bila seveda zakonska zaveza, ker so bili ti vrednostni papirji pripoznani kot varni in seveda neproblematični iz naslova tudi ustvarjanja nekih ekstra profitov. To je prvi moment. Praktično so bili primorani v tovrstne investicije. Mi smo si že takrat zavzemali za to, da bi bilo dopuščeno njim investirati na kapitalskem trgu, konkretno v družbe v Republiki Sloveniji, kar bi pomenilo seveda tudi večjo likvidnost kapitalskega trga, torej ustrezno odraz dejansko vrednosti podjetij tudi na kapitalskem trgu in s tem v zvezi seveda tudi rešitev nekaterih vprašanj zadolženosti, ki se je pogosto potem izkazala tudi v temu, da so nekatere družbe propadle, morale zapreti svoja vrata, iti v likvidacijo, ker enostavno zavarovanja iz naslova vrednostnih papirjev niso več dosegala tistih ravni, kot bi jih sicer. Torej, najprej ta moment, ki je seveda tudi sila pomemben. Medtem ko naslednje vprašanje, tudi iz naslova obstoječih 600 milijonov, o katerih je govora, seveda je približno 2/3 sredstev namenjenih oziroma približno 400 milijonov zapade na tisto, kar je posredno povezano z Republiko Slovenijo ali z seveda upokojenci in tistimi, ki so bili iz teh naslovov oškodovani. Kar pomeni, da tisti delež, ki dejansko pripade in kar se tiče združenja, jaz lahko direktno povem, mi v okviru naših postopkov zastopamo blizu 700 imetnikov podrejenih obveznic in iz tega naslova je seveda velika večina, praktično vsi individualnih vlagateljev, ne institucionalnih, torej takšnih, ki so dejansko s tem skušali varčevati in svoja sredstva hraniti za namene ali starosti, zdravstvenih, izobraževalnih in ostalih momentov. Kar se tiče vprašanja zelo na hitro in spoštovana novinarka Matejčič, vas vabim, da si ugledate sam predlog, kratek je, 9 členov je, skratka v 4., 5. in 6. členu natančno opredeljujemo to, na kakšen način se za vsakega od vrednostnih papirjev, torej na eni strani za delnice kot kategorijo in na drugi strani za podrejene obveznice, obračunava in ugotavlja, kakšne so tiste vrednosti, po katerih se potem iz naslova, ponovno iz naslova izdanih vrednostnih papirjev strani družbe za upravljanje terjatev bank, na eni strani prednostne delnice, na drugi strani obveznice, to pretvarja v upravičenja iz tega naslova. To je seveda natančno opredeljeno, jaz ne vidim zdaj posebne potrebe, da bi vam posamezna določila s tem v zvezi bral, ker bo preko slej duhamorno, ampak verjemite mi, da smo se vrsto mesecev izdatno ukvarjali v okviru strokovnega sveta in strokovnih sodelavcev združenja s tem, na kakšen način stvari opredeliti in prepričani smo, da ta predlog brez nadaljnega zdrži vsako kritično presojo, tako v smislu pravičnosti, kot v smislu seveda tudi vzdržnosti in tega, da ne predstavlja nikakršnih obremenitev za proračun, kot že rečeno. Civilna iniciativa meni, da je potrebno upoštevati dejanska vplačila, ne pa neke različne vrednosti, po katerih je kdo kupoval. Torej, z potrdilom o vplačilu se dokaže to upravičenje. Recimo gospod Jožef Čaš, ki je imel največ obveznic podrejenih NLB, je imel tega 3 milijone. Koliko bi recimo on konkretno po vašem predlogu zakona dobil? Ne bi želel konkretnega imetnika komentirati. No, ali pa nekdo, ki ima milijon, da damo eno okroglo, ali pa 100 000, da ima eno okroglo. Še enkrat, odvisno je, za kateri vrednostni papir gre. Podrejeno obveznico NLB. Zdaj, v tem momentu vam ne bi delal izračuna, ampak lahko ga narediva potem brez nadaljnega na podlagi zelo jasnih določb samega predloga zakona. Je to 1:1, je to 1:0,5, je to... Ne, ni 1:1, niti 1:0,5. Gre za določene faktorje, ki so kot posamezni momenti tudi še predmet samih okvirnih pogajanj. Pred tem imamo predviden ne nazadnje tudi z zakonom, ki ureja področje gospodarskih družb, predviden institut poravnalnega odbora, kot je tam opredeljen, kot tistega, ki določa nekatera razmerja s tem v zvezi in posamezne dejavnike, s katerim se to izračunava. Skratka, kar nekaj momentov je,
ki so seveda vezani na posamezne papirje, na posamezne datume, kdaj se ugotavljajo stanja in podobno. Ampak še enkrat, kar se tiče samih, bom morda natančneje odgovoril, ker vidim, v katero smer gre vaše vprašanje. Kar se tiče imetnikov obveznic, je pri tem seveda upoštevana nominalna vrednost v našem predlogu in sicer glede na dan, ko je bila razlastitev izvedena. Kot veste, je formalno to 18. december leta 2013. Kar se tiče pa, ker je to vprašanje, vsaj kar se tiče našega predloga, tukaj z civilno iniciativo seveda nismo popolnoma usklajeni, mi namreč menimo, da je primeren način tisto, kar je zadnji znan izkaz, uradni izkaz v posamezni družbi, to pomeni na stanje 31.12.2012, kakšne izkaze glede samega kapitala družba ima in izračun iz tega naslova glede na vrednost delnic. Na to pa potem seveda tudi obrestovanja po tistih najnižjih vrednostih, ki jih je sama država kot najnižje plačevala za svoje zadolževanje. V enem primeru je to 2%, v drugem primeru je to 4% letno. Pri delnicah seveda ne moramo zdaj enačiti, da je država kupila po 1,3 centa, pa onega, ki je kupil po 27 evrov. Ne? Zato je naš predlog tak. Ampak ker gre za 600 milijonov, naj vas spomnim na to, da je gospod Karlovšek, odvetnik, ki je tudi lastnik teh vrednostnih papirjev, vpogledal v sodni register in ugotovil, da recimo v primeru nove KBM 620 milijonov, ki bi jih naj država vplačala v gotovini, sploh ni bil vplačan. Vplačane so bile obveznice v višini 250 milijonov, ki jih je država zdaj dobila nazaj pri prodaji nove KBM. Ne? Torej, ko je to je bilo objavljeno pred več kot enim mesecem, nobenega odgovora na to, ki bi zanikal, ni. In evo, to je 600 milijonov je tu. Spet nova goljufija. Torej, ne moreš verjeti po eni strani, da so v Sloveniji možne take, bi rekel, lumparije, da je možno, da toliko ljudi na oblasti ne ve točno, zakaj se sploh gre, in da se ne potrudi za svoje ljudi, ki jih plačuje. Se vlade pa Banke Slovenije ne plačuje Evropska komisija ali pa Evropska centralna banka, ampak jih plačujemo mi. In ne, če tako pogledamo, kdo je dobil denar od tistih 27 evrov, za katere smo mi dali 150 milijonov, pa še potem 50 milijonov naslednje leto. Država, kaj je naredila? Vložila jih je kot depozit v banko, dobivala obresti, ko smo mi dobivali samo 0,2% dividende, saj smo vedeli, da bo nizka. Ne? In potem je s temi sredstvi ponovno dokapitalizirala tistih 250 milijonov. Evo, to je zgodba. Ne? Jaz bi mogoče poprašal, če je še kakšno drugo vprašanje, se mi zdi, ja, prosim. Tu danes poudarilo to, da davkoplačevalci ne bomo, da proračun ne bo škodovan, ampak Banka Slovenije, jo plačujemo davkoplačevalci prek bank, NLB je v naši lasti, DUTB seveda, na katerega bo zgledati obveznice, predlagate seveda tudi, kako od nekod bo ta denar mogel priti. To pomeni, če ga ne bomo davkoplačevalci, kdo ga bo, nekdo ga bo mogel. Mislim, nekako gre v smeri, da davko te obveznice DUTB-ja so, da bomo mogli spet ali dokapitalizirati DUTB, skratka denar bo nekako vendarle povezan z davkoplačevalskim denarjem. Poglejte, mi smo na Ustavno sodišče vložili, da naj prepove prodajo nove KBM, ker je tam milijarda evrov noter. Ampak niso tega naredili. Mi smo obvestili Državni zbor, predsednika vlade, ministra za finance, da je denar tam, naj ne prodaja ukradene robe, dokler sodišče ne bi odločilo. Se je Cerar govoril o pravni državi enkrat, ne, se spomnite, 2 leti nazaj. A je to pravna država, da nekaj, kar je dvom, kdo je lastnik, se kar prodaja za nikako ceno?
Ampak še Ne. vedno denar v novi Ne, KBM, poglejte, ki ga omenjate, samo to, da vam je bil, povem. ne, je še vedno Nič- naš denar bil, ne, Poglejte, ta del me zanima. to, kar se je zgodilo v novi KBM, ne bi nič drugega bilo, ko bi rekli, evro, imate delnice nazaj, imate podrejene obveznice nazaj in ne, tista sredstva, ki so noter, za to zadoščajo. Ampak nazaj ne moremo kar dati. Dobro, Nazaj, dobro, ne, hočem samo vedeti. Ja, zakaj ne moreš, če si ukradel, vrneš, pa je zadeva rešena, ne? Nekje dokazati te zadeve. Ne? Ja. To potem govorimo, ko bodo seveda ustavno sodišče speljalo, pa recimo, da se seveda odloči, ja, ok, nekaj določen del bomo pokrili, od nikod to more iti, ne, in še vse, kako obrnemo, neko bomo davkoplačevalcem teh ta denar. Meni se zdi seveda vaše vprašanje ne samo smiselno, ampak tudi povsem utemeljeno in seveda ne, pri tem ne smemo spregledati naslednjega, da je to skupni znesek, ki je bil namenjen za sanacijo. Torej tisto, kar je bilo namenjeno iz proračuna, kar je bilo namenjeno za izdajo vrednostnih papirjev oziroma državnih obveznic in podobno, ne, pa tudi obveznic slabe banke z tega naslova in seveda teh 600 milijonov, ki so jih prispevali imetniki podrejenih vrednostnih papirjev. Tudi teh 600 milijonov je že v tem znesku, s katerim so se banke sanirale. Gre samo za to, da se jih na ustrezen način ta sredstva dobi nazaj. In naš predlog ne gre v to, naš predlog gre v tudi sukcesivno, ravno zato predlagamo izdajo obveznic pri DUTB-ju in pa prednostnih delnic, ker ne pomeni ne težav iz likvidnostnega vidika in ne pomeni enkratnih obremenitev. Po predlogu zakona, še enkrat, jaz bi predlagal, da si vzamete sam tekst, lejte, ni obsežen. To so tri strani teksta, 9 členov zakona. Precej koncizna zadeva, ampak zelo, zelo natančno opredeljena. In iz tega naslova seveda se predvideva, da zapade zadnjo izplačilo v letu 2023 iz tega naslova. Tako da s tem v zvezi seveda gre za sukcesivnost, za postopnost in za tisto, kar je vezano na dobičke, ki bodo ustvarjeni na tako imenovani slabi banki, torej iz teh skupnih sredstev. In verjetno se strinjate, da je prav, da je na tem udeležen tudi tisti, ki je bil 100% razlaščen, ne pa samo Republika Slovenija ali vsakokratni upravljalec iz tega naslova, da razpolaga, čeprav je, da smo si na jasnem, Republika Slovenija tista, ki je s tem manevrom pridobila, če zdaj to zadevo postavimo na ta način, ne? Odmislimo to, da smo Republika Slovenija, seveda vsi državljani skupaj, ne? Saj vidimo, kako zadeve v praksi izgledajo. Zdaj, če bi izgledale v praksi dejansko tako, da bi vsi državljani iz tega naslova dejansko tudi imeli neko korist, seveda je to smiselno, ampak hkrati ne pozabimo na tiste, ki so prispevali dvakrat. Prvič kot davkoplačevalci in drugič, kar je dejstvo, kot imetniki podrejenih vrednostnih papirjev v tem konkretnem primeru ali delnic, ampak tukaj vam zdaj odgovarjam za ta del 600 milijonov iz naslova podrejenih obveznic. In ta sredstva, oprostite še enkrat, tam že so. Prej sem omenil, da je, ker je pač dr. Glavič navedel podatek zaradi lapsusa, verjetno je rekel 13%, ne, 30% kapitalska ustreznost je pri nove KBM dan danes. In to bo seveda užil novi lastnik. Veste, kdo je novi lastnik? Biser iz Luksemburga, ne? Poštni nabiralnik Biser iz Luksemburga. Ne? A je to interes državljanov? A je to transparentnost z upravljanjem in tako naprej? Ampak, da se vrnem nazaj k vašemu izhodiščnemu vprašanju. Zdaj, iz tega naslova je seveda potrebno povedati, če so tukaj upravičenja, ki izhajajo iz tega, kar ustvarja recimo slaba banka, je del tega sigurno tudi brez nadaljnjega pravično nameniti tistim, ki so pomagali s tem, da so 100% bili zaščeni, pomagali sanirati banko, ki danes uspešno posluje. In naj vas spomnim samo na nekaj. Marmor na Trgu Republike, kjer je Nova Ljubljanska banka, je še vedno tam. Ta banka še vedno posluje. Še vedno posluje, zadeve normalno funkcionirajo, vse, kar se je zgodilo, je to, da so ljudje, ki so prispevali k temu, da še vedno posluje,
razlaščeni, nimajo nobenih upravičenj iz tega naslova, hkrati pa seveda ta banka izkazuje ustvarjanje dobičkov. Ja, oprostite, a ni očitno, da tukaj nekaj ne štima. Se takšno vajo lahko potem ponovimo vsakih nekaj let, ne? Ampak poanta je naslednja. Obremenitev je dvojna za te ljudi, za imetnike, kot davkoplačevalce in kot tiste, ki so bili razlaščeni. In se naj pa šel na mest, pač te bo, ne vem, te bo izplačala, rečemo dobičke, o katerih govorite, seveda celotnemu proračunu, vsem državljanom, po določen del šel, recimo tudi za... Poslušajte, to je kriza, ne? Je bilo obvezničarjev, koliko vi mislite, da bi zdaj bilo fair, da se da nazaj prek podrejenih, prek obveznici in prek delnic brez glasovalne pravice? Neko ceno verjetno imate. Ja, ampak vaše vprašanje je pravzaprav identično kot prejšnjo vprašanje. Prej ste me vprašali za enega posameznega imetnika, zdaj me sprašujete generalno. Jaz sem vam pa odgovoril. Ko bom po vašem predlogu zbil nazaj, to človeka zanima. Ne, brez nadaljnega, ampak še enkrat, ta predlog v posameznih postavkah seveda predvideva konkretne izračune glede na različne stanja, različne datume, različne vrednostne papirje. Predvideva tudi, bova rekla, institut poravnalnega odbora, ki ga sicer opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, da s tem v zvezi seveda ugotavlja ustrezna razmerja in ustrezne količnike pri tem vprašanju. In hkrati še enkrat, to je seveda predmet tudi pogajanj, usklajevanj, da ne rečem konstruktivnega dialoga z odločevalci. Naš predlog samo... Je to desetina, je to 50%, je to 100%. Ko govoriva o podrejenem dolgu in podrejenih obveznicah, je seveda govora o 100%. Ampak recimo nekdo je kupil obveznico pa za 5%. Vseeno bo dobil, torej bo zaslužil 25%. Zdaj me gospa Matejčič sprašujete verjetno o sekundarnem trgu, o temu, da je na borzi za nekaj, kar je enkrat vredno 100, drugič vredno 5. Ampak tudi na Telekomu so ljudje izgubili 80%, pa jim država ni razlike pokrila. No se, ampak to, kar vi zdaj pravzaprav predlagate med vrsticami, je ukinitev borze, češ da je borza nepoštena, ker je nekdo kupil po ceni in dobil več. Zaveda tveganja. Tudi nekdo, ki je izgubil s Telekomom, ki je bila delnica vredna 550, pa je zdaj vredna 75, država mu razlike ni pokrila. Ker pač, če greš v to, da investiraš na borzi... Ne, ampak država ga tudi ni protipravno razlastila, kot je v tem primeru. Ne, čakajte malo, ne govoriva o isti stvari. Zakaj bi oni pa dobili 100, to vas sprašujem, če je nekdo... Zato, ker je naša trditev, da ni bilo nobene potrebe, da se razlasti imetnike podrejenega dolga. Zakaj ne bi dobili 20, zakaj bi dobili 100? Kot rečeno, če se izkaže v konstruktivnem dialogu in v pogajanjih, da je pošteno to, da v nekaterih primerih dobijo 20, v drugih primerih 80, tako kot povsod drugod v Evropski uniji, v posameznih primerih, ne nazadnje, ne vam povem, tudi v primeru Grčije. Veste, koliko je Slovenija iz proračuna, torej vsak davkoplačevalec prispeval k sanaciji bančnega sistema v Grčiji. In koliko garancije Slovenija za to dala, da so imetniki bank v Grčiji bili poplačani. Ja, nekateri po 20%, drugi po 40%, ampak bili so v nekem deležu poplačani. In k temu so slovenski davkoplačevalci prispevali. Vprašanje je bilo, zakaj nekdo, ki investiral v katerokoli delnico, v času krize izgubil recimo med 50 in 80%. Zakaj samo nekdo, ki investiral v banko, ni izgubil nič? Zdaj me sprašujete o različnih zadevah. Prej sem govoril o obveznicah, vprašali ste me za obveznice. Ja, za obveznice sem vam povedal, izhajamo iz nominalne vrednosti. Toliko, kot je kdo plačal, toliko je izhodišče za razgovore. Po koliko je kupil, vse ima za to papir. Če je kupil po 5%, se bo šteje 5%. Ne vem, ampak leta 2007 je nekdo kupil sicer po 27, ampak že leta 2009 ni imel več 27 in se je tega mogel zavedati. Ja, ampak kdo je zdaj kriv, da ni dobil 27? Ne vem, zakaj niso potem že vmes prodali. Se pravi, zakaj bi... Ne, ampak gospa Matejčič, lejte. Deleč smeli privotno, Problem je v tem, na eni strani govorite o tem, da bi bilo pravično to, da se upošteva vrednost nakupa, ko omenjate dr. Kotnika, ker je pač kupil po nižji ceni, kot je bila kasneje.
Za dr. Glaviča pa omenjate, da pa ni v redu, če se nakupna vrednost upošteva, ker je pač kupil po več. Jaz sem zato sem vas prej vprašala, da je toliko različnih primerov, da je stvari težko spraviti in skupaj imenovati. Ja, ampak nam jih je uspelo in vas vabim, da si zdaj skupaj ogledava ta predlog zakona, da ne bova kar v zraku govorila o zadevah in lahko ga tudi prebereva skupaj. Ali pa vam ga preberem za kamero. Tega nismo imeli, tako da... Tukaj lejte, sem povabil vse navzoče, da si vzamejo izvod. Zdaj bi jaz predlagal, da damo vendarle 2 minuti tudi gospe Matejčičevi, da si pogleda posamezne člene in ugotovi rešitve, ki jih predlagamo, ki so, mislim, da zelo koncizno in jasno opredeljene in rešujejo točno ta vprašanja, ki jih naslavlja. In naj še enkrat poudarim, da v tem primeru seveda je predlog, kot ga podaja združenje, drugačno od predloga, kot ga civilna iniciativa zagovarja v smislu vrednosti delnice nove KBM, kot je bila pridobljena, recimo, in vaše vprašanje 27 evrov. Ta predlog je drugačen, prej sem ga na kratko predstavil, zdaj ga lahko pa pogledava tudi konkretno po posameznih členih. Torej 7. člen opredeljuje obveznice, medtem ko 6. člen opredeljuje prednostne delnice, ki predstavljajo seveda delnice vseh bank, kjer so bili imetniki razlaščeni. Torej, tisto, kar je v 6. členu, recimo v zvezi z delnicami, kar vas posebej zanima, je 2. odstavek. Emisijski znesek prednostnih delnic po tem zakonu je enak pripadajočemu znesku navadnih delnic DUTB. Emisijski znesek mora do polovice plačati Banka Slovenije, preostalo polovico pa plača banka, katere delničar je bila oseba, ki je upravičena do izročitve prednostnih delnic. Če je pravni naslednik banke DUTB, mora celotni emisijski znesek v takem primeru plačati Banka Slovenije. Govorimo o primeru Faktor banke in Probanke, seveda. In potem prednostne delnice, torej, ki izhajajo iz imetništva delnic, in še enkrat bistvena razlika v tem primeru z normalnim funkcioniranjem borze je to, da so bili ti imetniki prisilno razlaščeni, brez možnosti pritožbe in v tem času seveda niti niso razpolagali s kakršnim koli vrednostnim papirjem. Hkrati pa se upošteva seveda tista stanja, ki so bila v primeru obveznic na dan, ko je do razlastitve prišlo. In to se nam zdi seveda najbolj fair in praktično edina možna racionalna solucija. Za razliko od delnic, ko je pač treba zadeve ugotavljati na stanje, ki je zadnje uradno znano in še enkrat izpostavljam, to je stanje na 31.12. leta 2012. Mimo grede, verjetno sami veste, da so v Banki Slovenije in sicer odločevalci takratna vlada, finančno ministrstvo, sila hiteli ravno zato, da so izvedli razlastitev še v decembru, zato da ne bi bili znani tudi že novi uradni rezultati v bankah, torej sami rezultati za tisto leto. Če prav razumem, torej, če je imel nekdo za 1000 evrov podrejenih obveznic NLB, bi zdaj dobil tudi vrednosti 1000 evrov obveznic DUTB. V takšni vrednosti, tako je, v takšni vrednosti. Še enkrat, gre za obveznice, iz naslova katerih seveda izhaja tudi upravičenja, kdaj jih je možno unovčevati. Jasno, da bi te kotirale tudi sicer na borzi, na sekundarnem trgu in verjetno je spet vprašanje, ali bi bilo tisto, kar je njihova nominalna vrednost, tudi možno doseči na sekundarnem trgu, kjer sva seveda spet pri istem vprašanju kot prej, ampak to je normalno vendarle za organiziran trg vrednostnih papirjev. Na drugi strani pa so donosi tudi v tem času, ko so bili imetniki razlaščeni, minimalni. Kot vidite, gre za letni donos v višini 4% v primeru delnic in 2% v primeru obveznic. Še enkrat, to ni arbitrarna ocena, 2% je najmanjši odstotek zadolževanja Republike Slovenije v tem času. Ampak obvezničari bi dobili obveznice, delničari delnice? Prednostne delnice, tako je. Torej delnice, obveznice.
Da, ampak prednostne delnice, ki nimajo upravičenja pri glasovanju. Hkrati pa bi v upravnem odboru vendarle pridobili predstavnika. Gre namreč za vprašanje, na kakšen način se sama DUTB upravlja, oziroma da je možnost transparentnosti in sodelovanja pri upravljanju in nadzora tudi strani tistega, ki je s tem v zvezi upravičen. Ne? To je to. No, me veseli, da ste zadovoljni, da smo bili dovolj temeljiti, sicer je tematika res kompleksna, ampak vendarle jaz sem prepričan, da je predlog... Veliko gledalcev, ki hoče jasne in kratke in enostavne odgovore. Torej, če sem imel delnico, dobim delnico, če sem imel obveznico, dobim obveznico, če sem imel 1 evro, dobim 1 evro. Ne? Tako je, ampak od DUTB-ja, pri čemer je seveda deljen v posameznih primerih različno. Ne? V primeru seveda delnic gre za situacijo, kjer ne more DUTB sam participirati pri delnicah, da bi sam svoje izdal, torej participirata samo banka in pa Banka Slovenije. Banka Slovenije zaradi... Razlike med fizičnjaki pa med institucionalnimi? Ne, ni nobene razlike. Medtem ko pri obveznicah so 3 deležniki. Torej sama DUTB z tretjinskim deležem, Banka Slovenije s tretjinskim in pa Komercialna banka, kjer so bili razlaščeni s tretjinskim deležem. Kaj pa NKBM, ki je dodana? V emisijski izdaji. Če je v tistem primeru takšna situacija, bo seveda verjetno država ali SDH, ki je s tem v zvezi dajal zaveze, poskrbel za drugačno rešitev. Sicer pa predlog zakona naslavlja tudi to vprašanje pri nas, v takšnem primeru seveda, ko je pravni naslednik iz tega naslova vprašljiv, prevzema seveda tudi del potem DUTB. Jaz bi vas res prosil, ker vem, da znate brati tudi predloge zakonov in tudi kakšne zadeve, ki so precej manj jasne kot tale, da si pogledate člene in boste videli, da je zadeva napisana natančno, da je sprejemljiva kot zakonska forma, brez nadaljnega, in da po drugi strani seveda res na kar se da pravičen in racionalen način rešuje nastalo situacijo. To je naša želja po... Ta zadeva bo posredovana danes po novinarski konferenci, torej v naslednji uri. Ministrstvo za finance in Banka Slovenije. Tako je, in vladi in vsem poslancem v Državnem zboru in seveda javnosti. In pričakujemo seveda kritične, konstruktivne in tako naprej odzive, kar je jasno in za izboljšave je vedno možnost. Torej, hvala lepa vsem, ki ste vztrajali do konca. Tokratna novinarska konferenca je bila res verjetno ena od daljših, torej kar 70 minut. Želim vam lep dan še naprej in vas vabim k okrepčilu in neformalnemu sproščenemu pogovoru. Hvala.